Živijo čarobni ljudje v skupini Čarobno telo. Kako ste kaj in vaša čarobna telesca? Evo, jaz se tukaj javljam, kadar imam kaj za delita, ne. Tako da, danes sem imela eno tako kako se reče, moment, ko se ti žarnica prižge, ko se ti nekaj razsvetli. In nekaj časa se mi že nekaj stvari dogaja s telesom in nisem bila voljna biti dosti ranljiva sama s sabo, da bi dejansko pogledala oziroma vprašala, kaj pravzaprav je vrednost tega. Torej, jaz sem uporabljala vse žive, druga orodja, ne, ki jih imamo na voljo v Accessu tisoče. Nisem se pa vprašala, kaj je, oziroma kaj sem se danes pol zjutraj vprašala, ko sem šla z mojim kužkom na sprehod. Sem rekla, okej, kaj je vrednost tega, pa kaj ljubim pri tem. In tokrat sem bila pa res voljna biti tako ranljiva, karkoli bi se prikazalo, je okej, a ne, in pa pazite to, ne. Pa so se začele, torej zavedanja, ki so se prikazale na podlagi tega vprašanja, je bilo tako, da se kaj dogaja, da se imam nad čim pritoževati, pa ne vem kaj še, tako v bistvu tako je bilo kva, ne. In to je eno spoznanje, ki je tukaj ven sledilo, vsaj za mene, je, torej, da se mi še vedno v mojem življenju premalo dogaja, oziroma s to korono, ko je bila to dvoletno obdobje, sem neke stvari opustila, tako da bom morala spet nazaj dodati svojemu življenju, a ne, ker, torej, vedite, da če se v vašem življenju premalo dogaja, torej, predvsem humanoidi, a ne, imajo veliko kreativne energije, imajo veliko kreativno kapaciteto, zmožnost, in če tega ne usmerjajo v neke projekte, torej nekaj koristnega, v narekovajih koristnega, torej neko kreacijo, si potem začnejo ustvarjati probleme ali s telesom, ali na področju denarja, v odnosih, v službi, torej nekaj, a ne, da se pač pol s tistim ukvarjajo, da tam porabljajo svojo, torej to kreativno energijo. Zato dodajajte svojemu življenju. In eno vprašanje, ki ga lahko uporabite, je, torej, kaj lahko dodam danes svojemu življenju, kar bo vse naredilo zabavno za mene. Lahko pa dodate tudi še zraven, in kar mi bo ustvarilo več denarja kot Bogu. To brez veze, to reč ne, da ne boste imeli preveč denarja pol. Da vidim, če je kdo tukaj z mano. Nekaj vas pa je, živijo. Torej, kaj je poanta današnjega videa? Torej, če imate kakšne težave s svojim telesom, ki se ne spremenijo, pač vprašajte se, kaj je vrednost tega. Torej, bodite res tako voljni biti ranljivi sami sabo, oziroma bodite ranljivi sami sabo. Torej, ranljivost pomeni, da ste voljni pogledati vse dele sebe, torej tudi tiste, kako bi rekla, grde, negativne, slabe, če pač recimo, da temu tako rečemo. In se vprašajte, kaj je vrednost tega. Kaj ljubim pri tem. In boste videli, kaj bo vam prišlo, in bo tako, kot je dan za mene, ko sem prav tako, o moj Bog, kaki nori pogledi, a ne. Torej, da se nekaj dogaja, da se lahko nad nečim pritožuje. Ne, da sem tako, ker vsi se nad čim pritožujejo, ne, ker jaz tudi moram imeti, drugače imam življenje krasno, nič mi ne manjka, kreiram vse cveti, ampak nekaj pa moram imeti, da se pritožujem, a ne. In je to prav mi je bilo tako res wow, ne. In še ena stvar, torej nismo voljni biti ranljivi sami sabo. In posledično nismo v stiku s tem, kar se resnično dogaja za nas, in pol tega ne moramo spremeniti. Torej, jaz zdaj, a ne, ko sem prišla do tega, zakaj pač se mi to, kar sem si skreirala s telesom, kaj se dogaja, sem prav tako, to so nori pogledi, in sem tako, ne rabim tega, pač bom še dodala svojemu življenju, kaj se še lahko dodam svojemu življenju. Vsak dan se bom vprašala, kaj lahko še dodam svojemu življenju, kar bo naredilo vse zabavno in kar mi bo ustvarilo več denarja kot Bogu.
da dodajam, da je ta moja neverjetna kreativna kapaciteta, da se porabi za neko kreacijo, ne takšno, ne, torej s telesom. In to je torej, ko smo voljni biti ranljivi, dobro, pa tukaj recimo zdaj govorim o telesu in to je lahko na katerem koli področju, ne. Recimo veliko ljudi si kreira težave na področju denarja in pol, ko jaz tako pač na seminarjih, na delavnicah, veliko krat tudi to zastavimo vprašanje, okay, kaj je vrednost tega? Kaj ljubiš pri tem? In reče, nič, prav nič, ne? To je veliko krat slišim to odgovor, ampak to ni ranljivost. A ne? In ko smo pa voljni biti ranljivi, in to lahko pač ni nujno, da je to na seminarju, kjer je pač veliko ljudi oziroma na delavnici in tako mogoče nismo mogoče voljni tam biti ranljivi, lahko pa pač doma oziroma ko smo nekje sami pogledamo in res, ok, kaj je vrednost, da si to kreiram, kaj je vrednost tega, kaj ljubim pri tem in pridemo do nekih norih pogledov, do nekih, tako vidite, nekih čudnih pogledov, zaradi katerih si to kreiramo. In ko pridemo do tega, potem to lahko spremenimo. In zato govorimo tudi o tem, da je ranljivost ena od največjih moči, a ne, torej iz vidika te resničnosti, ranljivost je tako pojmovana kot neka šibkost, te bo lahko kdo prizadel, ni bo kaj naredil, ampak tukaj govorimo o tej ranljivosti, da si ti pravzaprav tako res ranljiv sam s sabo, da si voljan pogledati vse, torej karkoli se prikaže. A ne, ker ta ranljivost ti da dejansko pol moč, da lahko karkoli spremeniš. In zanimivo je to, a ne, da imam v petek, 6. maja, večer čiščenja, ki sem ga poimenovala ranljivost in se že pač zadeve se že dogajajo. Tako da, če želite tudi vi imeti več ranljivosti v svojem življenju, predvsem samimi sabo, a ne, ko imate sabo, potem lahko imate seveda tudi z drugimi. In tudi ranljivost je eden od elementov intimnosti, o katerih govorimo v Accessu, torej imamo ranljivost, dopuščanje, zaupanje, spoštljivost in hvaležnost, to so resnični elementi intimnosti in če imamo to, dejansko lahko imamo tudi pol čudovit odnos s samimi sabo oziroma tudi s komarkoli drugim in bomo na tem petkovem večeru čiščenja odstranjevali vse tisto, kar nam preprečuje biti resnično ranljivi in stopi dejansko v stik s tem, kar je res za nas. In ko enkrat stopimo v stik s tem, kar je res za nas, postanemo nezaustavljivi, lahko pač skreiramo, mislim tudi to, ne, dejansko pogledamo, ok, kaj si jaz resnično želim tukaj na tem področju, v svojem življenju, kot svoje življenje. In ko enkrat pridemo v stik s tem, potem nas nihče ne more več zaustaviti. Ampak težava je predvsem v tem, da smo tekom življenja, ne, smo nadeli si neke maske, neke načine delovanja, bitja in smo se pravzaprav na ta način kupili to, ne, kot da smo to mi in nismo več v stiku s tem resničnimi nami, ne, torej kaj resnično smo. In tukaj, no, na tem večeru čiščenja bi jaz rada to dejansko omogočila ljudem, da začnejo res gledati pravzaprav svojo resnico in pravzaprav, da si sploh drznejo pogledati to, kar je res za njih. In to je ranljivost, ne? Ker veliko krat ranljivi ravno zaradi tega nismo voljni biti, ker mislimo, da bomo videli nekaj, kar nam ni všeč, kar ne bo drugim všeč, ampak meni se zdi, da je čas, da gremo onkraj tega in začnemo živeti, kreirati svoje življenje iz tega, kar je res za nas. Tako da, smo. Tako da vas vabim v petek ob 7. uri, mislim, da bom pa objavila tule link pod tem videom in se vidimo, če želite imeti več ranljivosti, drugače pa, kot sem rekla, za telesca svoja vprašajte, kaj ljubim pri tem, kaj je vrednost tega in bodite res tako voljni, da se prikaže karkoli, kakršnokoli zavedanje na podlagi tega vprašanja. Ok, lepo se imejte, lep večer. Čau, čau.